je strah. Strah je največkrat le produkt našega ega in nastaja z namenom preizkušanja nas samih. To pomeni, ali smo v danem trenutku sposobni preseči preizkušnjo ter tako v celoti, v narekovaju, porušiti svoj ego. Koliko smo sposobni biti oziroma živeti v trenutku ter zares zaupati v načrte naše duše ter se brezpogojno predajati vesoljni energiji. Strahovi so tako naša najmočnejša preizkušnja ter naši najtišji ubijalci. Strah pa je vedno vezan na dogodke v prihodnosti. Zato je še toliko bolj pomembno, da se zavedamo tega trenutka tukaj in zdaj ter ga ozavestimo. Zato se vsak dan znova in znova učimo občutiti trenutke tukaj in zdaj ter popolnoma zaupati življenju. Preprosto zaupajmo, da se bo vse odvijalo in zgodilo točno tako, kot je za nas najboljše. Morda pot ne bo vedno najbolj enostavna, vendar jo je mogoče prehoditi. Zavedajmo se, da so spremembe vedno mogoče, če si jih dovolj želimo in smo zanje pripravljeni kaj spremeniti. Ko pa delamo vedno ene in iste stvari ter pričakujemo različne rezultate, pa je to nemogoče, saj to je le definicija norosti. Zato bodimo odprti za spremembe ter se učimo živeti v trenutku. Največkrat se bojimo nečesa, kar se bo zgodilo v naši prihodnosti. Neke situacije, ki bi se lahko zgodila in največkrat se sploh še ni zgodila. Vendar nas je v tem trenutku strah, da bi se ta situacija zgodila. In ta strah nas popolnoma prevzame, da takrat pozabimo, da se to sploh še ni zgodilo. Tako se hitro znajdemo v pasti. Kajti strah pred določeno bolečino je tako prisoten, ter nas nenehno preganja. In takrat v tistem trenutku ne živimo v trenutku, temveč so naše misli upirjene v prihodnost. Prihodnost, kjer nas je strah, da bi se ta situacija realizirala oziroma zgodila. In tako našo prihodnost postavimo v našo sedanjost in mi to bolečino že v sedanjosti doživljamo. In takrat ne živimo v miru, temveč v strahu. V tistem trenutku se na vse pretege trudimo, kaj vse bi bilo dobro storiti, da bi se temu izognili. Čeprav se to sploh še ni zgodilo in se mogoče tudi nikoli ne bo zgodilo, vendar smo mi že v narekovaju
ujetniki tega strahu. V glavi si delamo najrazličnejše scenarije, kaj vse bi se nam lahko zgodilo, in s tem povzročimo, da se nam prav tisto, česar se bojimo, zgodi. Tam, kjer je naš fokus, tam, kjer je naša pozornost, taka bo naša prihodnost in taka bo naša realnost, ki se nam bo zgodila. Strah je tisti, ki nas vedno paralizira in vedno nas popolnoma ohromi, in v tistem trenutku nismo sposobni videti izhoda. Strah nas tako postavi v položaj, da pozabimo, kako smo hrabri, kako smo močni, kako smo modri in kaj vse smo sposobni. Pozabimo, da smo obkroženi z ljudmi, ki bi nam pomagali takrat, ko bi pomoč najbolj potrebovali. Pozabimo, kdo smo mi pravzaprav. Pozabimo, koliko smo sposobni. Mi pa se le soočamo s temi strahovi ter se z njimi obdajamo, ter se želimo na vse možne načine tega rešiti. S tem, ko vso svojo pozornost dajemo prav strahu, se nikakor ne moremo rešiti nemira v sebi. In strah tako v nas le še raste in raste in raste, ter postaja močnejši in večji. Kako se lahko tega osvobodimo? Kako se lahko tega rešimo? Preprosto se le vprašajmo, kolikokrat smo se že v naši preteklosti znašli v podobni situaciji. V situaciji, ki nam ni bila všeč, v situaciji, ki si jo nismo želeli, v situaciji, ki je bila za nas boleča, v situaciji, kjer v tistem trenutku nismo videli izhoda. Ja, prav vsi mi smo že bili v taki situaciji. Le v tistem trenutku, ko nas je strah, smo na to popolnoma pozabili. Kaj takrat storiti, ko nas je strah? Imamo le dve možnosti. Prva je, da se še naprej ukvarjamo s strahom, ter v svoji glavi delamo najrazličnejše možne scenarije, ter živimo v strahu, živimo v drami in tako le še bolj in bolj postajamo zaskrbljeni. Ali pa, da to situacijo, ki nam ni všeč, enostavno le sprejmemo. Seveda je vsaka situacija različna in mnoge so zelo težke. Zagotovo ne bo tako lahko tega sprejeti, vendar vedimo, da nimamo ničesar izgubiti. V tistem trenutku, ko to sprejmemo, ter se tako soočimo s strahom, nam bo težko, vendar se spomnimo, da smo v svoji preteklosti to že mnogokrat storili in tudi preživeli. Vprašajmo se,
Kolikokrat se nam je že zgodilo kaj podobnega, ali morda še hujšega, pa smo vseeno preživeli. Kolikokrat se nam je zgodilo kaj podobnega, ali morda še hujšega, pa smo to preživeli. Koliko različnih izkušenj smo že doživeli in seveda preživeli. Koliko problemov smo že prebrodli? Verjetno veliko. Seveda smo jih vsi že veliko in mnogokrat je bilo v tistem trenutku težko in hudo. Vendar zmogli smo. Poglejmo se, še vedno smo živi, še vedno smo tukaj. Mogoče se le vprašajmo, kaj so nas takšne izkušnje in podobne preizkušnje naučile o svojem življenju. Kako so nam pomagale, da smo prav zaradi teh izkušenj postali močnejši in modrejši ljudje? Kako so nam te preizkušnje pomagale, da smo danes tu, kjer smo zdaj? Zato je še toliko bolj pomembno, da nenehno spodbujamo sami sebe. Poskušajmo se le spomniti, koliko smo sposobni. Sposobni smo neverjetnih stvari. Prav vsi mi smo se sposobni soočiti tudi z najrazličnejšimi težavami, ki so morda v dani situaciji videti nerešljive in nemogoče. Edini način, da se v narekovaju prebijamo iz tega, je, da gremo skozi ta strah, ter da se z njim soočimo. Ni druge poti, kot da gremo naprej. Ne pozabimo, da mi to lahko. Mi to zmoremo, prav vsi mi smo tega sposobni. Zato spodbujajmo sebe in se nikakor ne smilimo sami sebi. Mi to zmoremo in znamo, prav vsak izmed nas. Verjemimo v sebe in v svojo moč, ki jo ima prav vsak izmed nas. Ne pozabimo tega. Srečno!